Še enkrat bi se vam radi zahvalili za vsa vaša vprašanja, ki ste nam jih poslali in katera smo, kolikor se je le dalo, vključili tudi vprašanja, ki smo jih postavili ob letošnjih državnozborskih volitvah strankam, ki kandidirajo za naše glasove. In to v sklopih 4x4, kar se za avtomobilistično oddajo seveda spodobi. Nekaj teh vprašanj in odgovorov smo že objavili na našem MMC portalu na zavihku Avtomobilnost, zato si jih lahko pogledate. Nekaj jih še bomo, nekaj jih pa tudi izpostavljamo v današnji oddaji, tako da boste res kar se da bili dobro pripravljeni na prihajajoče volitve. Tako kot vprašalnika poslana političnim strankam v času volitev leta 2011 in 2014, so tudi letošnji raziskovalci Inštituta za civilizacijo in kulturo oblikovali tako, da je zajel 4 različna področja: varnost, zakonodajo, infrastrukturo in ekologijo. V vsakem tematskem sklopu so na politike čakala različna vprašanja, na katera so lahko odgovorili z da, ne ali ne vem. Ob vsakem vprašanju so imeli vprašani možnost svoj odgovor tudi dodatno utemeljiti, in sicer v krajšem, ne več kot 350 znakov dolgem odstavku. Za televizijsko pokušino vam predstavljamo odgovore strank na vprašanje, ali bi podprli zapiranje mestnih središč za vozila na dizelski pogon. Vprašanje je aktualno, pa tudi nekoliko zvito, saj gre, kot smo v avtomobilnosti že večkrat poudarili, za ukrep, ki je usmerjen k dizelskim vozilom starejšega datuma, ki ne izpolnjuje zahtevane okoljske norme. V tem primeru se nam je tako zastavljeno vprašanje zdelo še posebej smiselno, saj se prav politikom rado zgodi, da tudi tako pomembne teme, kot je kakovost zraka v mestnih središčih v korelaciji z mobilnostjo, oklestijo pomembnih dejstev in se zatečejo k bolj medijsko privlačnim populističnim obljubam o ukrepih, ki bodo v eni potezi rešili vse nakopičene težave. V tem primeru smo bolj kot odgovor z da ali ne pričakovali v zanimivih pojasnilih, ker lahko stranka jasno pove, kako razume to problematiko. Za to vprašanje je 6 strank odgovorilo, da bi dizlom prepovedali vstop v mestno središče. 6 jim vstopa ne bi prepovedalo, ena stranka pa odgovora ne ve. Nekaj jih je v dodatnem pojasnilu precej natančno povedalo, kako široko razumejo to problematiko, druge pa spet manj. Tako kot je nemara tudi prav, saj med strankami razlike so. Vabimo vas, da si podrobnejše odgovore pogledate na MMC-ju, kjer jih bomo po posameznih tematskih sklopih objavljali vse do volilnega molka.